Hvala lepa, posebej hvala ekipi iz muzeja v Cekinovem gradu, da so sprejeli tudi šolske zgodbe v ta okvir. Predstaviti želim na osnovi virov, ki so spodbuda za raziskovanje in so vezani na podobe, bodisi fotografske, bodisi drugače ilustrirane in ki odpirajo širok prostor za raziskave. Pred sabo imamo fotografije, razglednice in spomenike oziroma fotografije spomenikov, s katerimi si bomo ogledali 10 primerov zelo na hitro, od profesorja na gimnaziji v Zagrebu pa do ravnatelja, ki je dobil spomenik, ki mu ga postavijo hvaležni kolegi in učenci. Najprej se srečamo z Ivanom Benigarjem, matematik, zagrebški profesor, starosta zagrebških učiteljev, tam konec monarhije, ki je zanimiva persona tudi kot oče 2 sinov, ki sta bila aktivna na zelo različnih področjih, filozof v Južni Ameriki in pa misionar na Kitajskem. To sta 2. Tale Benigar nam pa tule se kaže kot profesor matematike z izjemno fotografijo. Razglednica ajdovščine, ki je znana in poznana, tudi objavljena, ni nekaj novega. Vendar je nov tale primerek, ki ga imamo. 13. september 1900 piše učiteljiščnik svoji sestri, učiteljici in razlaga osebe, ki so na fotografiji. Seveda vemo, da gre za šolski motiv, tudi ko piše, da je Zorica z prstanom, da je stric nadučitelj Bajt in da je učiteljica, ki gleda iz okna stavbe, tudi poimenovana. Potem nam ta dokument pokaže čisto drugačno zgodbo, ki se odpira še naprej, kajti razglednice, ki jih dobiva učiteljica Valentičeva, so pisane tudi v latinici in cirilici. Če berete, seveda je to slovenščina, vendar za to profesor Melik omenja te detajle, da je bila cirilica popularna kot kriptogram ali kaj takega, da vsak ni znal prebrati. Druga razglednica, ki jo seveda tudi poznamo, saj jo srečamo na naslovnici Knjiga o študentih s Kranjske na Dunajski univerzi, delo žal letos umrlega našega kolega Alojza Cindriča. In zaradi njegove knjige so vsi teli podpisi, ki jih sledimo, dobra družba, piše profesorju v Maribor, so berljivi. Kateri učitelji, kateri študentje so to bili, in srečamo recimo tudi Nika Zupaniča, Josipa Vilfana in še koga. Izjemno zanimiv je nagrobnik, ki je dvojezičen.
v Čadramu pri Oplotnici, s pomočjo katerega pridemo tudi do fotografij učiteljske družine. To je znano, da se velikokrat nadaljuje učiteljski poklic in tako srečamo Matildo Malenšek, poročeno s Kaza, in imamo celo štajersko učiteljsko zgodbo. Zanimivo zgodbo nam predstavlja tudi nagrobnik z fotografijo. Pozornost pa nam pritegne učitelj in posestnik. No, imamo nekje tudi učitelja in graščaka, vendar to je izjemno redko in tale zgodba se nam pokaže kot dobro poročenega učitelja, ki se na to ukvarja tudi z turizmom v Škofji Loki. Zanimiva sta tele dva fanta na razglednici, ki govori o našem zlatu, seveda otroci so naše zlato, in ko opazimo spodaj, da je to izdal Rudolf Perc iz Ljubljane, se začnemo seveda spraševati, ali gre to za del naše zgodovine, in vidimo, da v bistvu gre. Spoznamo avstrijsko-nemško zvezo učiteljskih društev in njihovo akcijo za izgradnjo učiteljskega doma v Lovranu, ki še danes stoji, in odkrivamo Rudolfa Perca, tudi s kakšno publikacijo v slovenščini, zelo aktivnega v koncem monarhije tudi na naših tleh. V želji, da se pokaže tudi nemško učiteljstvo in njihova dejavnost do leta 14 oziroma 18 pri nas, srečamo neko publikacijo, ki jo je v velikem številu izvodov kot priročnik za zgodovino šolstva, za zgodovino monarhije v uporabi za šole v Habsburški monarhiji napisal Alojz Svetina. Srečamo učiteljsko družino na Apaškem polju in seveda se srečamo tudi z jezikovnimi in podobnimi problemi. Pri tem pa spoznamo, da Rotenbach, kjer je bil rojen, ni avstrijski Rotenbach, temveč gre za Troblje pri Slovenj Gradcu, rojen prav takrat kot znani glasbenik Wolf v Slovenj Gradcu. Izkaznica za polovično vožnjo nam lahko odpre spoznanje o učiteljski družini Zupanek. Enega imamo tule pred sabo, ki je šolski nadzornik, njegov oče je bil dolga leta nadučitelj v Loki pri Zidanem mostu, pa tudi otroci oziroma naslednja generacija se je ukvarjala z poučevanjem. Fotografija pa nam na drugi strani lahko odpre življenjsko zgodbo dr. Franca Ilnarja, ki je deloval tudi kot šolski zdravnik, vendar je bil dolga leta ljubljanski mestni zdravnik, policijski, torej tisti, ki je skrbel za ključne zadeve v mestu. Ko nam pišejo iz Hvara, iz knjižnice, kdo od slovenskih učiteljev se je udeležil mednarodne konference leta 1936, se seveda lahko samo nasmehnemo, kako naj pa to najdemo. Vendar dve dami sta res v Narodnih nošah in ko poiščemo po imenu kraja, Cheltenham, se nam odpre en sam zadetek in to je zadetek z naslovom Dve Slovenki sta se udeležili mednarodne konference in tule imamo srečanje
z učiteljicama, ki sta bila mednarodno aktivni, delovala sta pa na neki vaški šoli Podbočje ob Krki. Še več, v našem muzeju hranimo tudi narodno nošo, prav to, ki je bila tudi tam na fotografiji in še kaj drugega. In če sklenemo z hvaležnostjo, podoba ravnatelja nekdanje Trgovske akademije nam v delo Marjana Keršiča Belača, se pravi tudi umetnostno zanimiv izdelek, napis nas pa preseneti. Kdo pa danes še postavlja spomenike hvaležnosti nekdanjim vzgojiteljem, tule pa so leta 1965 to počeli učenci in kolegi. Teh par fotografij za vtis, kako nam lahko fotografija skupaj z digitaliziranim gradivom odpre marsikatero pot raziskovanja. Hvala.